GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, se je 13. aprila 2017 udeležila 19. gradbenijade nacionalnega panožnega tekmovanja dijakov srednjih gradbenih šol. Kaj je gradbenijada 2017 in kdo na njej tekmuje? Naša šola, Srednja ekonomska storitvena in gradbena šola Kranj, deluje v šolskem centru Kranj in je letošnja organizatorica državnega tekmovanja srednjih gradbenih šol Slovenije. To pomeni, da se dijaki na tem tekmovanju preizkušajo v veščinah, spretnostih in tudi znanju poklicev gradbenih strok, hkrati pa tekmujejo tudi na športnem področju. Na strokovnem področju tekmujejo in se preizkušajo v 6 tekmovalnih panogah, torej tudi kot poklici, slikopleskarji, črkoslikarji v znanju uporabe različnih barv, materialov, umetnih materialov, pečarji, polagalci keramičnih oblog imajo za nalogo postaviti, obdelati stopnišče, položiti keramiko. Zidarji postavljajo prosto stoječo konstrukcijo, ki jo zgradijo, sezidajo iz silikatne opeke. Potem tesarji, zelo zanimiva naloga, kjer morajo sestaviti kockasto rešetkasto leseno konstrukcijo, brez uporabe lepil, ostalih pripomočkov, žebljev, žebljičkov, vijakov in podobno, in seveda na koncu preizkusiti z uporabo nosilnosti teže. Če vzdrži, potem je zadeva dobro narejena. Tu so tudi pomočniki pri tehnologiji gradnje, oni so pa imeli za nalogo tako imenovano suho polaganje keramičnih ploščic. Sodeluje 5 gradbenih šol Slovenije, to so šole iz Maribora, Celja, Novega mesta, Ljubljane in Kranja. Na strokovnem področju tekmuje 64 dijakov, potem na športnem področju se pa preizkušajo in merijo svoje moči v malem nogometu, v odbojki, namiznem tenisu in pa športnem plezanju. No, tu na športnem področju je udeleženih 119 dijakov, skupaj 186 in kar 44 mentorjev, ki jih spremljajo, spodbujajo in ki so jih pripravljali za to tekmovanje. Omenimo, da so na tekmovanju sodelovali tudi gradbeni tehniki. Zanimivo in zahtevno strokovno nalogo na temo sporočilna moč stavbarstva so že pred gradbenijado morali opraviti na terenu in nato v učilnici. Na ocenjevalno razstavo so postavili izdelane makete s predstavitvenim gradivom ter komisiji poročali o poteku izvedbe naloge. Ker se je Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala skupaj z več drugimi deležniki v minulih 2 letih usmerjala tudi v preventivne aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu in preprečevanja mišično-kostnih obolenj med zaposlenimi v gradbeništvu, so na gradbenijadi kot neobvezno tekmovalno disciplino skupaj s Fakulteto za šport v Ljubljani pilotno vzpostavili tudi preizkus fitnes spretnosti za delo, zasnovan na meritvah športno-vzgojnega kartona SLOfit. Rezultati pilotnih meritev bodo osnova za načrtovanje nadaljnjih usmerjenih panožnih aktivnosti za izboljšanje fitnes stanja mladih, ki se vključujejo v trg dela, in izboljševanje telesnih in gibalnih sposobnosti že zaposlenih v gradbeništvu. Kot utemeljitelj in vodja že 30 let trajajočega nacionalnega programa za spremljanje telesne zmogljivosti otrok, športno-vzgojni karton SLOfit, ste opozorili na trend zmanjševanja telesnega fitnesa dijakov, ki obiskujejo srednje tehniške, strokovne in poklicne šole v Sloveniji. Nam lahko poveste več o tej problematiki? Z veseljem sem se odzval na povabilo Zbornice gradbeništva v Sloveniji. In ugotovili smo, da imamo stične točke predvsem v strukturi. Struktura telesnega fitnesa je ključni element za racionalno delovanje človeka, tako kot je struktura materialov ključna v gradbeništvu, karkoli že delamo. Videli smo, da je relativno velik problem v telesnem fitnesu otrok v poklicnih in srednjih tehničnih šolah, predvsem z vidika njihovega mišičnega fitnesa, z vidika aerobnega fitnesa in z vidika gibalne inteligentnosti. Tukaj ostaja veliko odprtih točk, na katerih bi se lahko v nadaljevanju
lahko srečali z tem vidikom, da bi bistveno spremenili položaj telesnega fitnesa otrok in mladine, hkrati pa videli tudi iztočnico, da se da marsikaj narediti za izboljšanje telesnega fitnesa odraslih, ki so zaposleni v gradbeništvu. Glede na to, da je več kot 40% bolniških na račun težav z gibalnim sistemom in da je zelo veliko obolevnost sicer v Sloveniji gibalnega aparata, se mi zdi zelo racionalno, da iščemo skupno točko pri iskanju dobrih programov za izboljšanje tega stanja. V letu 2017 je Gradbenijada znova odprla vrata tudi za predstavnike delodajalcev, da so si lahko pobliže ogledali in spoznali poklicne kompetence, veščine in spretnosti mladih bodočih zaposlenih. Predstavniki delodajalcev, šol, fakultete za šport in centra za poklicno izobraževanje so izmenjali poglede na situacijo trga dela in se pogovorili o nujnih ukrepih strani države za vzpostavitev večjega zanimanja za gradbene poklice. Kakšni so vaši vtisi z današnje Gradbenijade? Danes je zelo lepo tukaj, zato ko vidimo obilo motivacije za strani mladih srednješolcev in upam, da bo ta motivacija jim ostala za večno. Mislim, da bo, kar bi jih premestil z šole direkt na gradbišče, če bi imeli toliko motivacije vedno s sabo. Verjetno pa tudi zato, ko je tekmovanje, pa da jih to še bolj žene. Želimo pa si čim več takšnega kadra, ki bo željen znanja, pa da bo čim več srkal tudi od naših starejših generacij. Katere pa so tiste spretnosti, ki jih v največjem slovenskem gradbenem podjetju pri mladih pogrešate? Predvsem pogrešamo široko razpon znanj, ker so nekatere zelo ozko usmerjene in predvsem so pomembne prilagodljivost, čim več širokih znanj, spretnosti, čim več, ki jih lahko še potem posamezniki nadgradijo pri delu in ki jih mi lahko usmerjamo, ki so vodljivi kader. So to veščine, ki naj bi jih zagotavljali šolanje ali je po vašem mnenju to bolj naloga delodajalca? Splošne znanja pa sposobnosti prenašaš že sam od doma, ki se jih preučiš od doma, pa veščine ti težko delodajalec ponudi pozneje. Nekaj bi se dalo na šolstvo, v sodelovanju seveda z delodajalci, ki bi povedali, katere veščine želijo, da jih te zaposleni kadri imajo. Drugo pa je na delodajalcu, ki ga usmerja ciljno. V podjetju ste ustanovili lastno akademijo za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Poudarek novo ustanovljene interne akademije bo na priučitvi in do usposabljanju obstoječega kadra oziroma kadra, ki je zaključil redno šolanje. Kakšne aktivnosti boste izvajali v njej in katere vrzeli skušate pri tem zapolniti? Zaradi primanjkljaja predvsem praktičnega znanja, da bi prenašali znanja starejših generacij na mlajše, smo ustanovili znotraj podjetja tudi same svojo akademijo, ki je v bistvu kar na novo začela delovati. Skušamo se povezovati z čim več šolami, z podjetji, z prodajalci različnih materialov in storitev in tudi uporabljati njihovo znanje ter prenašati na naše delavce. Trenutno smo deficitarne poklice najbolj ugotavljali na področju delovnega mesta asfalter, se pravi, da je bil poudarek na asfalterskih delah in pa zidarje pa tesarje. Teh je vedno manj, ker ni končanih, ni vpisov, ni šol in ni profila. Dogodek tekmovanja v strokovnih in poklicnih veščinah, spretnosti in znanju v Kranju je bil odlično organiziran in je požel precej pohval. Sodelujoči celotni strokovni in učiteljski zbor se je nadvse potrudil in dijake na tekmovanje dobro pripravil. Udeleženci so dogodek sklenili s pozitivno mislijo, da imajo mladi tekmovalci veliko motivacije in sledijo napredku znanja in stroke, na različnih deležnikih pa je naloga, da vzpostavijo v gradbeni panogi večjo samozavest, urejenost sistema in poslovni optimizem, kar ni nedosegljiv cilj. Naslednja 20. Gradbenijada bo aprila 2018 predvidoma potekala v Ljubljani v neposredni bližini Gospodarske zbornice Slovenije, zato jo bomo na GZS zagotovo zopet spremljali in preverili, ali zastavljeni cilji in aktivnosti potekajo kot načrtovano.